Nogometaši Interja so tokrat gostili Livorno in povedli že v 14. minuti, ko je predložek po desni z glavo v mrežo pospravil David Suazo. Inter je tudi sicer v uvodnih minutah bil boljši nasprotnik in zasluženo povedel v 14. minuti, tu pa je še enkrat zadetek Davida Suaza. V 18. minuti predložek po levi strani, nespretno posredovanje obrambe Livorna in drugi zadetek Davida Suaza. Napadalec iz Hondurasa je tako na svojem 16. nastopu v letošnji seriji A dosegel 7. zadetek. Obramba Livorna se tu res ni izkazala. So pa zato nogometaši Livorna v drugem polčasu pokazali zobe. Najprej tale prosti strel Diamantija zadel vratnico. Julio Cesar je bil ob tem strelu Diamantija povsem nemočen. Nato pa 2 minuti po strelu Diamantija še predložek v sredino, kjer je bil Vidigal, izkazal pa se je Julio Cesar z odlično obrambo. Tule še enkrat strel Vidigala, ostalo je Inter 2, Livorno 0. Roma je tokrat gostovala na olimpijskem stadionu v Torinu proti domačemu Juventusu. V tekmo so Rimljani krenili napadalno, takole pa je že v uvodnih minutah poizkusil Max Toneto. Juventus je svoje priložnosti iskal iz protinapada. Tule je dolgo žogo lepo sprejel David Trezeguet, podal v sredino proti Akinti, Akinta strel in Doni se je ob tej akciji res izkazal. V zadnjih sekundah prvega polčasa pa prosti strel Alessandro Del Piero in zadetek vodstvo Juventusa z 1-0. Alessandro Del Piero je tako zadel že 8. zadetek v letošnji seriji A. Res prekrasen prosti strel. Roma je v drugem polčasu pritisnila na vrata Juventusa. Takole je zmedel v kazenskem prostoru skoraj da kaznoval Simone Perota, žoga se je odbila od vratnice. V zaključku pa še tale prekrasen strel Daniela De Rossija, Gigi Buffon je bil na mestu. Končni rezultat Juventus 1, Roma 0. Še rezultati preostalih tekem. Nogometaši Milana so gostovali pri Parmi, poznala se jim je poškodba Ronalda iz sredine tekme proti Livornu in oslabljen napad. Parma Milan 0-0. Fiorentina je doma premagala Catanijo z rezultatom 2-1. Lazio je doma premagal Atalanto z rezultatom 3-0. Regina je doma gostila Udinese in izgubila z 1-3. Za Udinese je branil Samir Handanović. Mestni derbi v Genovi je pripadal nogometašem Sampdorije, ki so slavili z 0-1. Zadel je Maggio v 87. minuti. Pribujajo pa se tudi nogometašini Empolija, ki so tokrat visoko slovili na gostovanju pri Napolju. Napoli-Empoli 1-3. Palermo je doma premagal Cagliari z 2-1, tekma Siena Torino se je končala brez zadetkov. Na lestvici tako vodi Inter, ki je svojo prednost pred Romo še povečal na 11 točk. Juventus se na 3. mestu Rome približal le na točko zaostanka. 4. je Fiorentina, 5. Milan, 6. pa Udinese. Na začetku spodnjega dela lestvice sta Napoli in Lazio, obeta pa se, kot kaže, silovit boj za obstanek v ligi. Trenutno je kandidatov za izpad več. Najslabše kaže Regini, ki je na predzadnjem mestu z 18 točkami, Cagliari pa na zadnjem mestu s 15 točkami. V Angliji je bila odigrana 8. finala FA pokala. Manchester United je na domačem Old Traffordu gostil Arsenal. V 16 minuti je v vodstvo popeljal Wayne Rooney, ki je zadel z glavo, s tem pa sprožil pravo evforijo med domačimi navijači. 3 minute kasneje je bilo že 2-0. Akcija se je začela na levem boku, z glavo pa je zadel Darren Fletcher. Na 3-0 je povišal Nani, ki je v 38 minuti zadel tudi za končni izid prvega polčasa. Manchester United je tako kar presenetljivo visoko vodil. Sliko smo že v drugem polčasu in sicer v trenutku, ko je Eboué dobil rdeči karton. Končni rezultat tekme je postavil Darren Fletcher v 74 minuti. Manchester United je tako premagal Arsenal s 4-0. Za veliko presenečenje osmina finala je poskrbel drugoligaš Barnsley, ki je v gosteh z 2-1 premagal Liverpool. Domači so prišli v vodstvo prek Dirk Kuyta, ki je zadel v 31 minuti po lepi akciji na levi strani igrišča. 1-0 je bil tudi končni izid prvega polčasa. V 57 minuti
pa so gostje uspeli izenačiti. Gol je z glavo dosegel Foster. Izenačujoči zadetek si poglejmo še enkrat. Akcija se je začela na desnem boku, po odličnem predložku pa je Foster uganil vratarja Liverpoola z glavo. Po prejetem zadetku so imeli Redsi pobudo na igrišču, a jim kljub številnim priložnostim ni uspelo zadeti. Gostje so neučinkovitost Liverpoola kaznovali v 93 minuti, zmagovalni gol je dosegel Howard. Liverpool-Barnsley 1:2. Poglejmo si še preostale rezultate osmine finala FA pokala. Chelsea je upravičil vlogo favorita zmago nad Huddersfield Townom, tekma se je končala s 3:1. West Bromwich je v gosteh visoko, s 5:0 premagal Coventry City. Robert Koren in Boštjan Cesar za zmagovalce nista zaigrala. Cardiff City je na domačem igrišču premagal Wolverhampton z 2:0. Bristol Rovers so z golom Lamberta v 84 minuti premagali Southampton, Sheffield in Middlesbrough sta se razšla brez zadetkov. Portsmouth je v gosteh z 1:0 premagal Preston. Tekma bi se lahko končala z remijem, vendar so domači v 60 minuti zapravili 11-metrovko. V 24. krogu La Lige je Betis gostil Real. Prvi gol je padel že v 6. minuti, po desni strani je prodoril Robben, zmedo v kazenskem prostoru pa je kaznoval Drente. Po 6 minutah je tako Real vodil. Betis se je vrnil v igro v 32. minuti, ko je natančno z glavo zadel Edu. Le 4 minute kasneje je Betis vodil z 2:1. Gonzales je na podoben način, ko Edu malo poprej zadel z glavo, Casillas pa je znova negiban. V 66. minuti bi Van Nistelrooy za Real lahko izenačil, a je zadel le vratnico. Betis je tako slavil z 2:1, Branko Ilić pa je vso tekmo presedel na klopi domačih. Zaragoza je gostila Barcelono. Slednja je že v 35. minuti povedla po golu Henryja. Po časnem posnetku lahko vidimo, da je ta sprejel žogo od Deka, zadeti pa mu res ni bilo težko. V 43. minuti je Rafa Marquez naredil prekršek nad igralcem Zaragoze. Slednji so imeli 11-metrovko, ki jo je izvedel Diego Milito, žogo pa je izstrelil v orbito. Na 1:1 je nato Zaragoza izenačila v 53 minuti. Akcija je potekala z desne strani, zadel pa je Olivera. Še enkrat si poglejmo lep zadetek Olivere, ki je hladnokrvno premagal vratarja Barcelone. Katalonci so do zmagovitega gola prišli v 83 minuti, potem ko je Juan Fran v kazenskem prostoru igral z roko. Ronaldinho je izvedel 11-metrovko uspešno, končni rezultat Zaragoza-Barcelona 1:2. Poglejmo še ostale rezultate 24. kroga La Lige. Levante je doma premagal Osasuno z rezultatom 2:1. Valladolid in Mallorca sta se razšla z neodločenim izidom 1:1. Recreativo Huelva je doma s 3:2 premagal Deportivo. Almeida je premagala Murcijo z 1:0. Villarreal in Santander sta se razšla brez golov, prav tako se je brez golov končala tekma med Getafem in Valencijo. Sevilla je v gosteh s 4:2 premagala Espanyol, Atletik pa je prav tako v gosteh premagal Atletico Madrid z 2:1. Še pogled na lestvico. Drugovrščena Barcelona je izkoristila poraz Reala in se mu približala le na 5 točk, s čimer se je spet vrnila v igro za naslov prvaka. Na 3. mestu je Villarreal s 43 točkami. Na zadnjih 3 mestih so Deportivo s 24 točkami, Murcia s 23 točkami in Levante s 16. Ob koncu še novice iz druge nemške lige. Gledamo posnetke iz tekme Carl Zeiss Jena in Köln. Tekma je bila izenačena vse do 80 minute, ko je zadel Slovenec Milivoje Novaković in s tem povedel Köln v vodstvo z 2:1. To je bil res lep zadetek slovenskega reprezentanta. V 92 minuti pa je Milivoje Novaković povišal na končnih 1:3. Novaković je tako zadel svoj 16. zadetek v drugi nemški ligi. Köln se trenutno nahaja na 3. mestu druge Bundeslige.